Vsak zadetek več, vsak meter, vsak delček sekunde prednosti pri odzivu na dano situacijo oziroma vsak napredek nasploh, ki pomaga, da si boljši od tekmeca, ima preprosto rečeno temelja v strokovnih knjigah in znanju, v dojemanju znanstvenih uvidov in obenem v sposobnosti prenašanja tega znanja tistim, katerim je namenjeno, na vseh nivojih, v vseh sredinah. Nogometna zveza Slovenije ima široko razvejan sistem rednega usposabljanja trenerjev s sodobnimi učnimi pristopi. Kandidatom za pridobitev UEFA A diplome je v jesenskem terminu ponudila modul, katerega glavni poudarek je bila kondicijska priprava nogometašev s predavateljem iz tujine Valižanom Adamom Ovnom. Gre za zelo uveljavljenega strokovnjaka na področju integriranega treninga, kako združevati kondicijski trening z nogometnimi vsebinami in so zelo zanimive teme, zato smo rekli, damo možnost tudi kondicijskim trenerjem, da pridejo poslušati, ker gre za zelo moderen pristop. Tretji modul usposabljanja z več tematskimi sklopi je trajal 5 dni. 2 dni je bil predavatelj dr. Owen, slušatelji so bili tudi klubski kondicijski trenerji. Seminar je potekal v učilnici Nacionalnega nogometnega centra in tudi na igrišču z mladimi nogometaši iz Šenčurja. Kateri so bili glavni poudarki, ki jih je na predavanju predstavil dr. Owen? Underpinning the training methodologies with a scientific justification, so using the research to actually develop an integrated training approach to hopefully give some ideas to the candidates. Med njimi so tudi nekdanji reprezentanti, ki svojo nogometno prihodnost vidijo v trenerskem poklicu in nadgrajujejo prve tovrstne izkušnje. Je mogoče malo preveč informacij, ampak z praktičnim delom na igrišču se marsikaj naučimo in veliko nas je, da tukaj enih 30 nas je v razredu in je lepo, da povemo svoja mnenja in razmišljanja in nekako, da se vsi skupaj razvijamo za naprej. Že kot igralec sem dosti razmišljal v tej smeri, nekako probal vzeti od svojih dobrih trenerjev tiste njihove dobre vsebine, nekako jo pa sestaviti v neko svojo celoto. Igralci, ki so bili aktivni pred leti, so bili seveda v svojem obdobju deležni različnih pristopov treniranja. Vsaka sredina, vsak klub in nenazadnje vsak trener so imeli oziroma imajo kakšne svoje vidike interpretiranja tistega, kar so se naučili. V mojih časih je mogoče trenerska roka delala zelo, bom rekel, močna roka je bila, danes se pa malo spreminjajo, danes moraš biti bolj prijatelj z igralci na igrišču in vse moraš jih voditi in pokazati, tako da se menja, ampak gre nekako vse v isti smeri. Predvsem s sledenjem sodobnim trendom na eni strani in pa seveda z idejo, kako vse to prenesti v svoje okolje in prilagoditi svojim razmeram za delo. Je pa fajn, da vidijo, v katero smer gre nogometni trening, kaj danes se potrebuje za spremljanje obremenitev, kako imajo razdeljeno delo znotraj štaba in tako naprej. Tako da normalno potem pa vsak v okviru svojih zmožnosti oziroma sredine, ki dela, se mora znati prilagoditi. Predavatelj dr. Owen je bil tudi sam nogometaš. Pozneje je postal trener, tehnični svetovalec in strokovnjak za telesno pripravo. Deloval je širom Evrope in tudi v Aziji in Združenih državah Amerike. Napisal je več knjig s to tematiko. The books and the publications that I've done over the last 15-20 years have all been around underpinning coaching practice with scientific principles. So football science and performance coaching is the main theme that runs through all the publications and the books that I did. Naziv, ki ga trenerji pridobijo na seminarjih, da v izhodišču vsem enake možnosti. Od tu naprej pa se seveda začnejo zgodbe o uspehih in neuspehih, ki so vsaka po svojem vse skupaj svojevrsten temelj nadaljnjih raziskav in razvoja vsega, čemur lahko rečemo nogometno znanje.